Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, lepo pozdravljeni še v zadnji marčevski sredi, v zadnji marčevski tedenski izdaji. Zdaj smo v poletnem času, v poletnem mesecu in prav je seveda, da se posvetimo nekaterim prireditvam, ki se bodo dogajale tudi v novem mesecu, v mesecu aprilu. Še prej pa s Katjo Kolenc, ki je moja današnja gostja. Dober večer, Katja. Dober večer. Pogledamo, kaj vse ste v Muzeju novejše zgodovine Celje počeli v mesecu marcu, ki se zdaj počasi izteka. V februarju, zadnji dan se mi zdi, tam nekje sva se družili in si nas povabila na ogromno marčevskih prireditev. Ste vse speljali tako, kot ste si zamislili? Vse smo speljali, res je. Najbolj smo se pa veselili prav Svetovnega dneva vode, 22. marca. Smo odprli občasno razstavo v Otroškem muzeju Hermanov Brlog, ki se imenuje Herman Lisjak vodi po vodi. Gre za zelo interaktivno razstavo, kjer se bodo lahko najmlajši, pa tudi tisti malo starejši, veliko naučili o vodi. Na ta način smo se tudi v muzeju želeli priključiti osveščanju o pomanjkanju, tako je, in pomembnosti naravnih vodnih virov. Zato smo prav veseli, da smo končno lahko to razstavo prikazali širši javnosti. Zdaj tukaj si zraven danes prinesla kar nekaj rekvizitov, seveda flaša, vode, steklenica, pa kozarec, potem Herman Lisjak, kako pridno pije vodo. Prinesla si tudi dežnik zraven, ki je tudi močno povezan z vodo. Res. Zato namene te razstave smo pripravili novo linijo izdelkov, imenovano Voda, seveda, ki ga krasi tale Herman Lisjak, ki pije vodo, ki nam ga je posebej za to razstavo seveda narisala Jelka Reichmann, ki je že dolgo leta od vsega začetka naša ilustratorka in smo zelo veseli, da je tudi pri tej razstavi sodelovala. Nekaj teh izdelkov sem prinesla s sabo, več jih lahko ogledate na spletni strani pod rubriko Spletna trgovina ali pa nas obiščete v naši muzejski trgovini. Tako, vse te izdelke lahko torej tudi kupimo in tako so vsak dan z nami, da nas spominjajo, kako pomembna je voda, da to ni neusahljiv vir najverjetneje, da jo je treba skrbno čuvati in paziti. Bova še ostali kaj pri mesecu marcu ali se že vrneva zdaj na nov mesec, 1. april, ko boste koga naplahtali, ker vidim, da imate en dogodek 1. aprila. Je to res? Ja, res je, imamo, čisto zares. 1. aprila imamo dogodek. Seveda ob tej razstavi smo pripravili tudi nove delavnice za otroke, tako da tudi tisti, ki so nas stalno spremljali in nas obiskujejo, lahko pridejo in bodo doživeli kaj novega, predvsem v ustvarjalnicah. In imamo prav res 1. aprila prvo ustvarjalnico za otroke Bonton ob vodi v sodelovanju z Zavodom za varstvo narave območne enote Celje in še 4 podobne, kot je Sporočilo v steklenici, izdelovali bodo lahko barčico ali si naslikali svoj pregovor. So pa ti ustvarjalnice kar pogosto v mesecu aprilu, tako da moče najboljše, da si datume pogledajo na naši spletni strani, ker bi predolgo trajalo, da tukaj naštem vse datume. Niti si ne bi zapomnili vsega skupaj, ampak se pa skozi celoten april, čez cel mesec dogaja, kar zanimivo. Muzej novejše zgodovine Celje, smo že tolikokrat povedali, je muzej namenjen vsem generacijam, še to vedno drži, tudi v tem mesecu. Tudi v tem mesecu vedno se trudimo, da za vsakega pripravimo kakšen dogodek. Recimo, da pa nadaljujem kar z najmlajšimi. Takoj naslednji dan, že 2. aprila, imamo pomladni bolšji sejem za otroke pod muzejskim balkonom, ki lahko otroci prinesejo igrače, s katerimi se več ne igrajo in si jih tako izmenjajo z drugimi otroci. Potem imamo tudi take zanimive zadeve, kot vidim tukaj. Katja, povej mi, Sporočilo v steklenici. To recimo so poznali že naši predniki. Na tak način so dejansko sporočila se širila, pa ne samo zdaj ta tekstovna sporočila, ki jih mladi pišejo s par črkami in to je to, ampak dejansko sporočila, ki so bila izjemno pomembna. In kako so recimo otroci, ko ste v muzeju jim razlagali o tem, kako so to sprejeli, se jim je zdelo kaj čudno, oziroma potem, ko to vidijo, je to čisto ena taka nova zadeva za njih? Prva sugestija je, to je pa namesto Facebooka. Evo. Tako da, ja, res je kar nekaj preskoka med sporočilom v steklenici in današnjo komunikacijo. Ampak so bili navdušeni, seveda nekaj izdelajo, sami so si izdelali,
to posebno sporočilce, ki ga tudi v steklenico potem dali in steklenico okrasili in so bili navsezadnje navdušeni, da mogoče pa izdelajo kaj malce drugačnega. Super. Kot smo že omenili, tudi za otroke ponujamo različne dogodke. 16. aprila že 5. glasbeno sobotnico v letošnji sezoni. Letos bodo ti gostje saksofonski orkester SOS Junior s profesorjem Levom Pupisom. Na tem odru bodo gostovali vsi saksofoni, tako da mogoče bo ta oder tudi malce premajhen, ampak mislim, da se bomo potrudili, da bodo otroci doživeli lepo soboto. In pa tudi naslednjo soboto, že 23. aprila ob Svetovnem dnevu zemlje, pripravljamo ekopravljico v sodelovanju z Gimnazijo Celje Center. Gre za glasbeno-plesno pravljico, po njej bo tudi sledilo druženje, predstavitev likov, predstavitev inštrumentov, ki bodo uporabljeni v tej pravljici in še marsikaj. Tako da seveda vse lahko spremljajo na naši spletni strani in kot že omenjeno na našem Facebook profilu. Ne preko steklenice vode. Ne preko pošiljate več tako sporočil. Ne bomo spošiljali. Kaj pa fotoatelje Galerija Pelikan? Tudi ta vabi v svojo družbo. Res je, tudi naša dislocirana enota, fotoatelje in Galerija Pelikan. Prav v aprilu imamo otvoritev v njej in sicer 20. aprila ob 12. uri otvoritev fotografske razstave in sicer z naslovom Otroci v Pelikanovem objektivu. Ali pa se nam mogoče pridružijo na sprehodu s Pelikanom 23. aprila ob 11. uri, kjer gre za sprehod od našega muzeja do ateljeja v družbi ne sicer čisto pravega Josipa Pelikana, ampak ne navsezadnje zvejo marsikaj o njegovem življenju in si lahko ogledajo ta res edinstven steklen fotografski atelje in imajo priložnost, da se tudi fotografirajo in s sabo za spomin vzamejo tonirano fotografijo, kar mogoče res ni vsakdanja priložnost. Absolutno, je pa absolutno tudi en tak lep spomin. Tako. Ogromno se bo dogajalo torej tudi v mesecu aprilu, rekla si že, vaša spletna stran, vaša Facebook stran, torej ponuja žurno obdelana, vse informacije so tam dejansko tudi z kraja samega dogodka, lahko sledilci spremljajo, kaj se dogaja pri vas. Dejva, Katja, še povabiti naše gledalke, gledalce, naj pridejo, naj se udeležijo vseh teh sprehodov odličnih, zdaj v mesecu aprilu bo tudi, upamo, da tako pomladno vreme, naj pridejo k vam v vašo družbo, naj vas pocukajo za rokav, dejansko gre za zgodovino našega časa, ki jo mogoče mlajši slabše poznajo, starejši pa se jo izjemno radi spominjajo, ne? Res je, vedno smo veseli obiskovalcev, da se udeležijo naših dogodkov, tako tistih najmlajših ob sobotah v našem gledališču ali tudi malce starejši. Za dogodke, ki jih prirejamo ponavadi ob sredah. Še mogoče ob tej priliki izkoristim, 2 sredi imamo za malce starejšo populacijo namenjeni kavarniškim večerom. 6. aprila predstavitev knjige Borisa A. Novaka, Vrata ne povrata, čas očetov, s katerim se bo pogovarjal Mohor Hudej. In pa tudi 14. aprila, ponovno sreda, v sodelovanju z humanitarnim društvom Soroptimist Celje prirejamo javni pogovor z varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer. Tako da vsekakor vabljeni vsi, da se nam pridružite na naših dogodkih. Z veseljem vas bomo gostili in upam, da boste tudi marsikaj poučnega izvedeli pri nas. Tako, kaj pa je tudi glavni namen, ne? Hvala lepa, Katja, za vsa ta povabila, za vse te rekvizite, ki si jih prinesla danes s sabo, da smo lahko tudi sami morda doživeli malo to razstavo. Herman Lisjak vodi po vodi, dokdaj je na ogled mogoče? Do konca naslednjega leta, kar dolgo nas bo spremljala, tako da imajo čas, da nas obiščajo. Dobro, lepo. Hvala lepa, Katja, še enkrat lep pozdrav tudi ekipi Muzeja novejše zgodovine Celje. Naše gledalke in gledalce pa torej vabljeni, da vas spremljajo in da pridejo k vam na obisk. Tako, hvala. Srečno. Tako, toliko o tem, kaj se bo dogajalo v mesecu aprilu v Muzeju novejše zgodovine Celje. Le obiščite jih, ogromno lepega in koristnega pripravljajo, zato seveda vabljeni. Mi pa v nadaljevanju tudi pogledamo, kako je na upravni enoti Celje, na katera vprašanja vaša najpogosteje zastavljena, je tokrat odgovarjal načelnik upravne enote Celje, Damjan Vrečko.
člani Tuš kluba. Na naslovnici letaka ne spreglejte kupona in pridobite 11% nakupa kot denar na Tuš klub kartico. Unovčite ga od četrtka do sobote. Tuš. Gradite, prenavljate. Strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Kako pravilno lepiti keramiko? Pri polaganju keramike razmere niso vedno enake, zato je potrebno s prstom preverjati nastanek kožice na površini nanesenega lepila. Lepilo nanesemo na toliko površine, kolikor ploščic lahko v tem času prilepimo. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Predstavljamo vam novost v mestu. Toyota Yaris Trend. Omejena serija. Sveče Šeško. Nudimo vam nove steklene ekološke sveče na parafinsko olje z gorljivostjo do 30 dni. Velika izbira žalnih setov in dišečih sveč. Sveče Šeško Celje. Moj specialist je As. Sklenite svoj krog varnosti in zavarujte svoje zdravje s paketom specialisti in zdravila v ugodni olimpijski ponudbi. Adriatic Slovenica. Z olimpijci že 24 let. Ali pri izbiri barv sklepate kompromise? Morda, ampak ne z nami. Spektor Žalec. Specialist za barve številka 1. Lepše je, ko skupaj načrtujemo prihodnost in uresničujemo cilje. S stanovanjskim kreditom A-banke je pot do novega ali prenovljenega doma krajša. A-banka, banka prijaznih ljudi. Izvirska voda iz zaščitenega gozdnega izvira Lourdes. Oda. Le voda. Spremljajte program televizije Celje na kanalih 673 Siol TV, 271 Telemach, 152 T2 in 306 Amis TV. Kakšne so bistvene novosti na področju zakonodaje o tujcih? Zakon o tujcih se je začel uporabljati že 1. januarja leta 2015. Razen določb, ki se nanašajo na izdajo tako imenovanega enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, ki pa so se začele uporabljati 1. septembra leta 2015. Takrat se je torej navedeni zakon začel tudi v celoti uporabljati. Upravna enota izdaja dovoljenja za začasno prebivanje in stalno prebivanje za državljane tretjih držav ter potrdila o prijavi prebivanja za državljane Evropske unije. Dovoljenje za začasno prebivanje se lahko izda tujcu, ki namerava prebivati v Republiki Sloveniji iz namena zaposlitve ali dela, združitve družine, študija, izobraževanja, specializacije ali strokovnega izpopolnjevanja ter drugih upravičenih razlogov ali zaradi interesa Republike Slovenije. Dovoljenje se izda za čas, ki je potreben za izpolnitev namena bivanja, vendar se lahko prvo dovoljenje za začasno prebivanje izda za največ 1 leto, nadaljnje dovoljenje pa največ za 2 leti. Tujec, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji, mora imeti veljavno potno listino, katere veljavnost je najmanj 3 mesece daljša od nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji. Imeti mora ustrezno zdravstveno zavarovanje in izkazati zadostna sredstva za preživljanje v času prebivanja v državi, mesečno najmanj v višini
kolikor znaša osnovni znesek minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji. Trenutno je ta znesek 270,82 evra po osebi. Glede na namen prebivanja v Republiki Sloveniji pa mora tujec predložiti tudi druga dokazila, kot na primer zaradi razloga zaposlitve ali dela še pogodbo o zaposlitvi, zaradi združitve družine rojstne liste, poročne liste, pri razlogu študija dokazilo o sprejemu na študij in tako dalje. Pred izdajo dovoljenja za prebivanje pa se preveri tudi tujčeva nekaznovanost. Zato mora tudi vsak tujec dostaviti potrdilo o nekaznovanju iz svoje matične države. Upravna enota pa tujca preveri tudi na podlagi evidenc, ki jih vodi v Republiki Sloveniji ministrstvo, pristojno za pravosodje, davčni organi, policija in pristojna sodišča. Prvo dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji mora tujec pridobiti pred vstopom v državo, razen izjem, ki jih določa zakon. Prošnja za izdajo prvega dovoljenja za prebivanje se vloži pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu oziroma konzulatu Republike Slovenije v tujini ali pa za izjeme, ki jih določa zakon, pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji. Iz razloga zaposlitve ali dela mora tujec prošnjo za izdajo prvega enotnega dovoljenja vložiti pri veleposlaništvu Republike Slovenije, njegov delodajalec pa lahko prošnjo za izdajo prvega enotnega dovoljenja vloži pri veleposlaništvu Republike Slovenije v tujini ali na upravni enoti kot pristojnem organu v Republiki Sloveniji. Iz razloga združitve družine lahko tujec, ki združuje družino in seveda zato izpolnjuje določene pogoje, vloži prošnjo za izdajo dovoljenja za prebivanje za svoje družinske člane na veleposlaništvu Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu Republike Slovenije, to je pri pristojni upravni enoti. Prstni odtisi se v obeh primerih oddajo na veleposlaništvu Republike Slovenije. Na pravni enoti se lahko poda tudi prošnja za prvo dovoljenje za prebivanje iz razloga študija, če tujec že prebiva v Republiki Sloveniji zakonito. Temu tujcu se tudi vroči prvo dovoljenje za prebivanje na upravni enoti, drugače pa so veleposlaništva v tujini pristojna za vročitev vseh prvih dovoljenj za prebivanje, razen študija, kot je bilo že povedano. To posledično pomeni, da če tujec poda prošnjo na veleposlaništvu Republike Slovenije v tujini, jo to veleposlaništvo odstopi v reševanje pristojni upravni enoti, ta o zadevi odloči in dovoljenje za prebivanje izda, ter ga pošlje na vročitev nazaj na veleposlaništvo Republike Slovenije. To velja seveda v primeru, če je odločitev pozitivna. Tam tujec dvigne dovoljenje oziroma izkaznico in z njim stopi v Republiko Slovenijo. 3 dni po vstopu v Republiko Slovenijo pa mora tujec prijaviti začasno prebivališče na upravni enoti. Tujec, ki mu je bilo izdano dovoljenje za prebivanje za določen namen, lahko prebiva v Republiki Sloveniji samo v skladu z namenom, zaradi katerega mu je bilo izdano dovoljenje. Prošnjo za podaljšanje dovoljenja pa mora tujec vložiti pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji pred potekom roka, do katerega dovoljenje velja. Kot je bilo povedano že, s 1. septembrom leta 2015 so se začele uporabljati določbe zakona o tujcih, na podlagi katerih se tujcem, ki v Republiko Slovenijo prihajajo zaradi zaposlitve ali dela, samozaposlitve, kot dnevni delovni migranti, sezonski ali napoteni delavci, izda tako imenovano enotno dovoljenje za prebivanje in delo. To pomeni, da enotno dovoljenje za prebivanje izdaja upravna enota, medtem ko Zavod za zaposlovanje izda soglasje k temu dovoljenju. Bistvena novost je torej, da od 1. septembra leta 2015 tujci, državljani tretjih držav, ki v Slovenijo prihajajo z namenom zaposlitve, samozaposlitve ali dela,
ne potrebujejo več 2 različnih dovoljenj, saj enotno dovoljenje nadomesti tako dovoljenje za prebivanje, ki so ga do tega datuma izdajale upravne enote, in delovno dovoljenje, ki so ga do takrat izdajali pristojni zavodi za zaposlovanje. S tem je prosilcem za dovoljenje omogočen enostavnejši postopek, saj si tujec uredi enotno dovoljenje za delo in dovoljenje za prebivanje na enem mestu, torej na upravni enoti. To predstavlja korak k odpravi administrativnih ovir za stranke, saj z uvedbo enotnega dovoljenja za prebivanje in delo tako tujcem ali njihovim delodajalcem ni potrebno več čakati na izdajo delovnega dovoljenja, pač pa se o zaposlitvi ali delu in prebivanju odloča hkrati, kar bistveno skrajša celoten postopek pridobitve dovoljenja za začasno prebivanje. Torej, enotna vstopna točka za vse tujce je upravna enota Celje na našem območju, razen izjem, za katere pa Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje še vedno izdaja delovne dovoljenja. Te izjeme pa so naslednje. Če gre za sezonska dela v kmetijstvu do 90 dni, če gre za zaposlitev državljanov Bosne in Hercegovine, to je na podlagi sporazuma o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Sloveniji, ki se izvaja od 1. marca leta 2013, in če gre za zaposlitev hrvaških državljanov v prvih 2 letih njihovega zakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji, to je v prehodnem obdobju po vstopu Hrvaške v Evropsko unijo, glede na zakon o podaljšanju prehodnega obdobja pri prostem gibanju hrvaških državljanov in njihovih družinskih članov, ki velja od 1. julija leta 2015 in velja do 30. junija leta 2018. Prošnjo za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja lahko vloži tujec ali njegov delodajalec. Tujec vloži prošnjo za izdajo prvega enotnega dovoljenja na pristojnem veleposlaništvu Republike Slovenije, delodajalec pa lahko vloži prošnjo na upravni enoti. Obrazec za izpolnitev prošnje se dobi na upravni enoti ali na državnem portalu e-uprava. Sama prošnja je oblikovana tako, da vsebuje tudi podatke o dokazilih, ki jih je prošnji potrebno priložiti. Na prošnji mora tujec oziroma njegov delodajalec označiti, za katero vrsto soglasja za zaposlitev zaproša, na primer soglasje za zaposlitev, za podaljšanje zaposlitve, samozaposlitev, za delo zastopnika, za napotene delavce, za soglasje k pisni odobritvi za zamenjavo delovnega mesta ali delodajalca. Upravna taksa za izdajo enotnega dovoljenja je 54,54 evra. Dovoljenje za prebivanje, to je izkaznica, pa stane še dodatno 12 evrov. Tujec mora k prošnji za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja priložiti dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev za izdajo dovoljenja za prebivanje, kot tudi druga dokazila, ki so za podajo soglasja predpisana z zakonom, ki ureja zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev in, kot sem že omenil, so tudi navedena na sami prošnji. Upravna enota izda tujcu potrdilo o vloženi prošnji za izdajo enotnega dovoljenja, ki tujcu dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji do pravnomočne odločitve o prošnji, ne dovoljuje pa mu zaposlitev ali upravljanja dela, razen v primeru, ko gre za podaljšanje enotnega dovoljenja pod pogoji, da gre za zaposlitev na istem delovnem mestu in pri istem delodajalcu. Katere so izjeme za vložitev prošnje za izdajo prvotnega enotnega dovoljenja? Tujci, ki lahko prošnjo za izdajo prvega enotnega dovoljenja vložijo tudi na upravni enoti, seveda pod pogojem, da v Republiki Sloveniji zakonito prebivajo, torej na podlagi veljavne osebne izkaznice, veljavnega potnega lista, vizuma ali dovoljenja, ki ga je izdala druga država članica Evropske unije, so športni trener, poklicni športni ali zasebni športni delavec, ki je vpisan v razvid poklicnih športnikov. Oseba, ki namerava v Republiki Sloveniji upravljati duhovniški poklic.
poročevalec za tuje medije ali tuj dopisnik. In oseba, ki na podlagi mnenja pristojnega ministrstva izkaže obstoj interesa Republike Slovenije. Za vse te tujce tudi ni potrebno soglasje Zavoda za zaposlovanje, oziroma se ti tujci lahko zaposlijo, samozaposlijo ali opravljajo delo, če imajo urejeno prebivanje v skladu s predpisi, ki urejajo prebivanje tujcev. Nekateri tujci pa imajo v Republiki Sloveniji prost dostop na trg dela, kar pomeni, da se lahko zaposlijo brez izdanega soglasja Zavoda Republike Slovenije oziroma brez delovnega dovoljenja, ki se je izdajalo do 1.9. leta 2015. To so tisti tujci, ki prebivajo v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja zaradi združitve družine s slovenskim državljanom, tujci, ki imajo izdano dovoljenje za stalno prebivanje, tujci slovenskega rodu, tujci, ki prebivajo v Republiki Sloveniji kot žrtev trgovine z ljudmi ali žrtev nezakonitega zaposlovanja. Upravna enota bo tem tujcem po uradni dolžnosti že ob izdaju izkaznice dovoljenja za prebivanje označila prost dostop na trg dela. Povedano pa ne pomeni, da se ne more zaposliti tujec, ki ima izdano dovoljenje iz drugačnega namena, kot je zaposlitev ali delo. Za te tujce pa se naj delodajalec najprej obrne na pristojni Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije. Ko bo upravna enota se strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje prejela obvestilo, da je tujcu dovoljena zaposlitev, bo tujca pozvala, da zamenja izkaznico oziroma dovoljenje za prebivanje. Na novi izkaznici oziroma dovoljenju za prebivanje se bo označila pravica do dovoljenega dostopa na trg dela. Hkrati z novo izkaznico bo tujcu vročila tudi informativni list z elementi zaposlitve. Delodajalec mora takšnega tujca zaposliti v roku 30 dni od prejetega obvestila Zavoda za zaposlovanje in informativnega lista. Če tega ne stori v 30 dneh, tujca na podlagi tega obvestila in informativnega lista ne more več zaposliti. Posledično mu tudi upravna enota ne more izdati nove izkaznice oziroma dovoljenja. Povedano torej pomeni, da je 30-dnevni rok prekluziven in da je treba izključno v tem roku opraviti to zaposlitev. Kdaj je mogoče pridobiti dovoljenje za stalno prebivanje? Po 5 letih neprekinjenega zakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji lahko tujec pridobi dovoljenje za stalno prebivanje. Tujec, ki pa ima izdano dovoljenje zaradi združitve družine in ima njegov zakonec že izdano dovoljenje za stalno prebivanje, pa lahko pridobi dovoljenje za stalno prebivanje po 2 letih neprekinjenega zakonitega prebivanja. Pogoji za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje so enaki kot pri izdaji dovoljenja za začasno prebivanje. Taksa za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje znaša 95,15 evra plus 12 evrov za samo izkaznico oziroma dovoljenje za prebivanje. Dovoljenje za stalno prebivanje se državljanu Evropske unije lahko izda, če državljan Evropske unije v Republiki Sloveniji zakonito prebiva neprekinjeno 5 let. Po 2 letih neprekinjenega zakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji pa se dovoljenje za stalno prebivanje lahko izda družinskemu članu slovenskega državljana ali družinskemu članu državljana Evropske unije, ki ima v Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje. Kdaj mora tujec prijaviti prebivališče v Republiki Sloveniji? Državljani Evropske unije vstopijo v Republiko Slovenijo z veljavno osebno izkaznico ali veljavnim potnim listom in lahko prebivajo na območju Republike Slovenije brez prijave prebivanja 90 dni od dneva vstopa v državo.
Če želi državljan Evropske unije prebivati v Republiki Sloveniji dlje kot 90 dni, pa mora pred potekom teh 90 dni pri upravni enoti, na območju katere prebiva, prijaviti prebivanje. Državljan Evropske unije lahko vloži prošnjo za prebivanje iz naslednjih razlogov: zaposlitve ali dela, samozaposlitve, izvajanja storitev, študija ali druge oblike izobraževanja, združitve družine in drugih razlogov. Upravna enota izda državljanu Evropske unije potrdilo, ki mu dovoljuje prebivanje do dokončne odločitve o prošnji. V tem primeru znaša taksa 9,51 evra, izkaznica pa 2,25 evra. Katera dokazila mora predložiti tujec pri vlogi za prebivanje? Dokazila, ki jih državljan Evropske unije potrebuje, so zaradi zaposlitve ali dela naslednja: veljavna osebna izkaznica ali potni list ter pogodba o zaposlitvi, če zakon zahteva še izdano delovno dovoljenje, kot je na primer določeno za Hrvate v prehodnem obdobju. Izjeme hrvaških državljanov, ki pa tudi v prvih 2 letih ne potrebujejo delovnega dovoljenja, pa so, če gre za tujca slovenskega rodu, do 2. kolena v ravni vrsti, če ima dovoljenje za stalno prebivanje in so v Republiki Sloveniji v zadnjih 2 letih pridobili najmanj visokošolsko izobrazbo. V Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi združitve družine z državljanom Evropske unije, razen Republike Hrvaške, in če so zastopniki družb z omejeno odgovornostjo ali imajo status samostojnega podjetnika. Zaradi združitve družine, študija in drugih razlogov je potrebno še predložiti dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje, ustrezno zdravstveno zavarovanje pri študiju, pa še dokazilo o sprejemu na študij. Upravna enota izda potrdilo o prijavi prebivanja z veljavnostjo 5 let oziroma za čas nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji, če je ta čas krajši od 5 let. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, to je bilo vse v tokratni tedenski izdaji. Preživite prijetne zadnje marčevske dni, seveda pa bodite tudi v prvih aprilskih dneh v naši družbi. Se vidimo spet prihodnjo sredo. Srečno! Thank you.